Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, ponedeljek je, novo šolsko leto se je začelo in z njim tudi nova sezona naših radijskih klepetalnic z naslovom Na stežaj. In danes bomo na stežaj odpirali vrata v šole skupaj z Markom Primožičem, športnim pedagogom in markantnim, zdaj že nekdanjim ravnateljem dveh škofjeloških osnovnih šol, Škofja Loka mesto in Ivana Groharja. Veliko zanimivih zgodb nas čaka o športu, šoli in življenju. Najprej pa dober dan in dobrodošli v naši družbi, Marko Primožič. Kako ste? Dober dan, sem poslušalcem in poslušalkam Radia Sora. Odlično. Danes je za vas poseben dan, ste namreč svežepečeni upokojenec. Kako drugače je bilo ostati danes zjutraj, ko vas ni čakala pot na delovno mesto, ampak na drugačne obveznosti? Precej drugače. Ni bilo tistega stresa, kako gledaš, ali bo vse prav ali ne, ali boš imel pravi nagovor za starše, za učence, za ostale, ki so prisotni na prvem dnevu šole. Tako da je to kar v redu. No, nas veseli, da ni bilo stresno priti k nam v studiu, kjer se, lahko rečemo, počutite kar domače. Tudi kot ravnatelja smo vas večkrat gostili pred našim mikrofonom, ampak preden prideva k ravnateljskim dolžnostim, morda vprašanje o prvem šolskem dnevu. Gre za veliko prelomnico, sami ste jo doživeli kar nekajkrat kot učenec, kot dijak, kot učitelj, kot ravnatelj, nenazadnje tudi kot oče. Kateri prvi šolski dan pa vam je morda ostal najbolj v spominu? Spomnim se, najbolj se spomnim, ko je šel sin in hčer v prvi razred, ko sta šla sin in hčer v prvi razred. Drugače pa je bil vsak zanimiv. Tudi ko sem sam začel svojo poklicno pot, se spomnim še dobro prvega šolskega dne, predvsem tudi priprav na ta prvi šolski dan. Tako da vsak je po svoje zanimiv, si pa seveda v različnih vlogah in vsaka ta vloga prinaša različne obveznosti. In seveda prijetne spomine, tako kot pedagoški poklic, ki pravzaprav lahko rečeva ni samo poklic, ampak je neke vrste poslanstvo. Kaj je vas peljalo v pedagoški svet, v svet učiteljev, ki je po eni strani zelo zanimiv, po drugi strani pa tudi izjemno zahteven? Navdušil sem se za pedagoški poklic, ko sem že v 8. razredu pričel trenirati v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi moje sovrstnike rokomet, kajti učitelji, takratni športni pedagogi na tej šoli so spoznali, da bi bil lahko jaz tisti, ki bi usmerjal učence v to športno panogo in jih tudi treniral, in so me poslali na izobraževanje. In to je nekako zaznamovalo mojo življenjsko pot in sem si potem naredil take korake, da sem bil sprejet na fakulteto za šport in jo zaključil uspešno, ter se potem zaposlil takrat na osnovni šoli Peter Kavčič. In moram priznati, da mi vseh teh 41 let, kolikor sem bil v šolstvu, ni bilo žal, da sem se za to odločil, kajti izjemno rad delam z mladimi. Ves čas, tudi ko sem bil ravnatelj, sem to počel, in pa seveda vodenje je ena izmed veščin, ki se jih naučiš. Veliko nam je dala že fakulteta za šport, znanja o tem področju. Hkrati pa sem seveda se tudi sam ves čas izpopolnjeval, izobraževal na tem področju, da sem lahko vodil tudi svoje sodelavce. Je bilo vaše delo športnega pedagoga kaj lažje, glede na to, da je športna vzgoja eden izmed ljubših predmetov med učenci? Ja, predmet športna vzgoja, še takrat, ko sem jaz poučeval, je pri večini otroc priljubljen. Saj v tistem obdobju je bilo bolj kot sedaj, kajti, ko mi kolegi sedaj pravijo, je malo manj motivacije za napor. V tistem času je bila pa večina učencev zelo navdušena nad športno vzgojo. Bili smo tudi kot učitelji izjemno dobra klapa in mislim, da smo tudi veliko postorili za učence, da smo jim lahko veliko dali. Konec koncev pa to so dokazovali tudi uspehi potem na različnih tekmovanjih, ali pa konec koncev tudi to, da so učenci potem kasneje prida uporabljali te veščine, ki smo jih naučili v šoli.
Pred 24 leti pa je padla odločitev, da športne copate in športno opremo zamenjate za ravnateljevo pisarno. Kako to, kaj vam je takrat predstavljalo izziv pri ravnateljevanju? Jaz sem človek izzivov, zato je 10 let približno na enem delovnem mestu bilo zame ravno prav. In že ko sem postal pomočnik ravnatelja po malo več kot 10 letih dela, je bilo zame nov izziv. In glede na to, da se je takrat v Škofji Loki upokojil ravnatelj osnovne šole Peter Kavčič, sem se v zadnjem trenutku odločil, kaj pa če tudi to poskusim. In dejansko sem napisal prošnjo in bil potem tudi sprejet. In ni mi žal, da sem se za to odločil, kajti ugotovil sem, da je to poklic, ki združuje tiste stvari, ki jih imam jaz rad, dinamiko, ustvarjalnost, različna področja in res ti ni potem nikoli dolg čas. No, seveda kljub temu pa sem zdržal na eni šoli 12 let, in se odločil, da grem novim izzivom naproti. Sem šel najprej v šolo za ravnatelje, kjer ni bilo vse tisto tako, kot sem pričakoval. Se potem po 6 mesecih zaposlil na Zavodu za šport Slovenije Planica pri takratnem direktorju Jelku Grosu in moram priznati, da je bila to ena izmed služb, ki bi jo verjetno opravljal še danes, če ne bi bila toliko odvisna tudi od drugih faktorjev, predvsem politike. No in ko sem imel možnost se vrniti nazaj na svojo šolo, torej osnovno šolo Ivana Groharja, sem to z veseljem sprejel in res sem tudi zadovoljen, da sem bil lahko ravnatelj še druge šole v Škofji Loki. Na veselje vseh staršev, kot seveda tudi učencev, več o ravnateljskih izzivih, vlogi ravnatelja in tudi obisku ravnateljeve pisarne pa v nadaljevanju. Zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj danes odpiramo vrata v svet pedagoškega poklica in v življenje Marka Primožiča, športnega pedagoga, športnega navdušenca in zdaj že nekdanjega ravnatelja kar 2 škofjeloških osnovnih šol. Ja, prej sva pokukala malce o pedagoški poklice, zdaj pa lahko greva kar v ravnateljevo pisarno. Kako se spomnite svojega prvega prihoda v lahko rečemo kar posvečene šolske prostore, ne? Ravnateljeva pisarna ima poseben sloves. Ja, ima. Odvisno od tega, kako jo uporabljaš. Ker veliko stvari se dogaja v ravnateljevi pisarni, tako za učence, kot seveda tudi sodelavce. Veliko je raznih pogovorov. Tako da, če se spomnim na pisarno v osnovni šoli Škofja Loka mesto, tam je bila res velika pisarna, krasna in sem se dobro počutil. V osnovni šoli Ivana Groharja je malo manjša, pa zato toliko bolj prijetna. Tako da imam lepe spomine na svoje delovne prostore, tako da sem z veseljem hodil v njih. No, tam se sprejemajo pomembne odločitve za šolske spremembe, za razvoj šolstva. V 25 letih, kolikor ste bili vi na čelu šol, se je marsikaj spremenilo, ne? Kako drugačna je pravzaprav šola danes? Ja, ko sem prišel na Škofja Loka mesto v letu 98, so se pričele aktivnosti za uvajanje 9-letke. To je bil res projekt, ki je bil takrat eden največjih na tem področju v državi Sloveniji. Tako da bili smo tudi šola, ki smo simulirali, kako bo 9-letka izgledala. Takratni minister dr. Gaber nas je povabil zraven, ker smo bili velika šola in ni mi bilo žal, da sem se tega lotil, kajti potem je uvajanje potekalo precej lažje. Bili smo tudi šola, ki nismo imeli pogojev takrat za prvi razred, kajti ni bilo prostorov za nove 4 oddelke, ki so bili prej v vrtcu, kajti 9-letka se je spustila 1 leto nižje. Zato smo se odločili v učiteljskem zboru in potem smo uspeli prepričati tudi starše, kajti potrebno je bilo 100% soglasje, da gremo 2 leti prej z 7. razredom, kot je bilo obvezno frontalno vajanje. Torej, deležni smo bili takrat ogromno pomoči,
tudi nekatere stvari so bile strokovnim delavcem, učiteljem finančno vrednotene in moram priznati, da imam to res lepe izkušnje, kajti orati ledino, te stvari potem tudi predstavljati drugim slovenskim šolam je bilo zame res izziv. Ampak ob dobrem vodenju takratne ministerske ekipe se mi zdi, da je bilo to res zelo, zelo uspešno. Sami ste orali ledino na kar nekaj področjih, vedno znova ste radovedno raziskovali šolsko delo in možnosti ter priložnosti, ki jih še lahko ponudite svojim učenkam in učencem, pa ne nazadnje tudi učiteljem za lažje, boljše, kvalitetnejše delo, za še več znanja. Tudi sami, kot ravnatelj, ste se vedno znova izobraževali. Koliko znanja pa pravzaprav mora imeti dober ravnatelj? Kar veliko. Ravnatelj mora biti pedagoški vodja, potem mora biti menedžer, ker kajti tudi ekonomska vprašanja je potrebno reševati. Potem mora biti pravnik, predvsem mora biti dober motivator, tako za učence kot za učitelje, pa mora biti prvi med enakimi, ki zna poskrbeti za klimo v kolektivu, kajti medsebojni odnosi so temelj uspešnega dela šol in sam sem ponosen na to, da sem na obeh šolah, da mi je to uspelo in da tudi skozi to smo potem lažje delali in pa potem tudi lažje sodelovali z vsemi deležniki šole. Seveda sem imel v tem podporo tako ustanovitelja, torej občine Škofja Loka vedno, ali pa tudi Zavoda za šolstvo, ki je poskrbel za te strokovne vsebine, ministrstvo pa pač finančni del, pa tudi nekatere strokovne vsebine. Mora pa biti človek, ki prevzame vlogo ravnatelja, tudi človek, bi jaz rekla, z jeklenimi živci, pa široko odprtim srcem. Ja, kar potrebno je imeti jeklene živče včasih, kajti različni pritiski so tako učencev, staršev, učiteljev, drugih deležnikov. Ampak če znaš vse to izkoristiti sebi v prid, potem je to veliko lažje. In meni je to uspelo, kajti na dostih šolah, recimo, imajo velike težave starši, sam sem to obrnil drugače in sem poskušal z njimi skupaj iskati rešitve tudi za izzive, ki so bili. Ampak mislim, da dokaz, da smo to uspešno delali, da niti enkrat ni prišel pravnik staršem ali pa odvetnik staršem v šolo, tako kot pravijo, da to se dogaja drugje, kar pomeni, da smo skupaj uspešno krmarili med temi izzivi in z pravim načinom pristopa pa timskim delom uspeli vedno najti pravo rešitev za vsak izziv. No, so pa zagotovo v vašo pisarno prihajali tudi nadebudni, navihani otroci, ki znajo ušpičiti marsikakšno, tudi tako, ki prikliče na smeh na obraz, pa je potem treba z resnim obrazom povedati, da to pa morda ni najboljša ideja, ne? Kako je bilo sprejemati najmlajše pri vas na pogovoru, na kakšnem zagovoru? Moj način dela je bil tak, da sem bil zelo veliko med učenci. Prvi del dneva sem bil tako na vhodnikih, med zaposlenimi, med učenci, ravno zaradi tega, da sem vzpostavil stik in dosti zadev sem včasih rešil že med odmori. Drugače pa seveda tudi k meni so prišli kakšni učenci, nekateri so to potem na Škofja Loka mesto zelo dobro izkoristili, ker sem imel eno posodo, kjer so bili bombone in seveda so namerno prihajali tudi k meni, zato da so bili deležni tega. Drugače pa seveda moraš biti resen, ampak vedno sem težil k temu, da je problem, ki je, ali pa težava, da se najprej reši tam, kjer se je začela, kjer je bil izvir. Šele na koncu sem sam vstopil, da so otroci prišli do mene takrat, ampak vse to je bil stvar dogovora z razredniki, učitelji, svetovalno službo, tako da tudi tega je bilo potrebno, ja, tudi še zadnje leto, ampak mislim, da je to dodana vrednost, če se tudi ravnatelj vključuje neposredno v tako delo, kajti vseeno je to oseba, ki je pač na najvišjem položaju in že samo funkcijo ima svojo težo. Kakšna zanimiva, navihana dogodivščina iz šolskih klopi, šolskih hodnikov?
tako sem že prej omenil, drugače pa trenutno se ne spomnim, da bi veliko bi bilo verjetno teh novicam, enostavno se zdaj ne spomnim. Tako, bodo ostale tam, kjer so se zgodile, kjer so poskrbele za smeh in dobro voljo. Midva ostajava prav takšna tudi na valovih Radia Sora, zdaj v družbi Čukov in Modrijanov, pa Jana Plestenjaka. Mimo grede, tudi Jan je hodil v šolo sočasno z vami, ne v razred, ne, ampak na isto šolo pa. Jan je hodil v osnovno šolo Peter Kavčič, takrat, ko sem jaz začel poučevati, tako da tudi, ko sva se potem srečala, je on to vedel in to mi je bilo najbolj všeč. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Marko Primožič, nekdanji ravnatelj 2 škofjeloških osnovnih šol, sicer pa športnik in športni pedagog, je naš današnji gost. In Jan, če sva že prej omenila Jana Plestenjaka, ne morava mimo Jerneja Tozona, ki je prav tako prepeval o pravkar slišani. Ta pa je bil celo vaš učenec. Kakšen je bil? A je bil priden? Ja, z Jernejem smo se že kot učitelj učenec dobro razumela in tudi kasneje, ko je on postal seveda slavna osebnost, ravno tako. Tako da imam lepe spomine na čas, ko sem ga poučeval. No in če se zdajle vrneva v šolske klopi, 1. september je, lahko rečeva, in tak mejnik vsako leto znova za vse šolarje, še posebej pa za prvošolčke. Kar nekaj stresnih dni je ob koncu avgusta tako za otroke kot tudi starše, pa bom zdaj morda malce provokativno vprašala, pa vendarle, komu je težje začeti šolsko leto, staršem ali otrokom? Ja, dobro vprašanje. Včasih bi celo rekel staršem, še posebej tistim, ki niso imeli še kakšnega otroka prej v osnovni šoli. Drugače pa otroci se zelo hitro privadijo, je pa seveda zelo pomemben, kakšen je prehod med vrtcem in šolo. In v Škofji Loki znamo to poskrbeti. Na šoli, kjer sem bil nazadnje, torej osnovni šoli Ivana Grokarja, res še poskrbimo, da je ta prehod tak, kot je bil zastavljen v osnovi, ko se je 9-letka uvajala. To pomeni, da so otroci še vedno delajo v kotičkih, da to ni, da se šola ne pošola, skupno dela učiteljice in vzgojiteljice, tako kot je to v vrtcu. Tako da je ta prvi razred res enkraten in to vejo tudi starši naših otrok. Drugače pa vsak prvi šolski dan sem imel nagovor za starše in vedno sem vprašal otroka, če so kaj težko spali, kdaj so se zbudili, in seveda velika večina jih je ostala že precej zgodaj. Seveda so pa tudi zadaj po tem pogovoru starši omenili, da pa nekatere skrbi, kako bojo stvari tekle. Zato smo tudi mi že na zadnjih kar nekaj časa že delali, da je lažji vhod v šolo, tudi v prvi razred, da smo imeli že junija sestanek, kjer smo spoznali otroke, starše smo že drugič takrat spoznali, staršem smo že drugič takrat predstavili, kako naj počnejo ob vstopu otroka v šolo, kajti naša svetovalna delavka je to jim odlično razložila. Drugače sem jim pa sam vedno povedal, da naj se zavedajo, da v šolo hodi njihov otrok, ne oni, in to pomeni, če bo rabil pomoč, seveda naj mu pomagajo, ne smejo pa oni delati namesto njega. In odgovoren mora biti otrok. Tudi če naredi napako, vsaka napaka se da popraviti ob seveda ustreznem ravnanju, tako staršev kot seveda tudi učiteljev. Tako da to se mi zdi glavna stvar, da že takoj začnemo razvijati odgovornost otrok, pa včasih smo bolj uspešni, včasih pa manj. Vendar res tako sam kot tudi učitelji večkrat opozarjamo starše na to zadevo, ker mislim, da je izjemno pomembna. Tako da otroci postanejo odgovorni, hkrati pa seveda razvijajo tudi svoje lastne potencijale, zato vsej kolikorkrat sem bila jaz na sprejemih prvošolčkov, je bilo vedno slišati tudi to, da naj bodo malčki radovedni, naj sprašujejo, naj raziskujejo. Kaj je tisto najpomembnejše, česar bi se morali zavedati tako starši, še posebej pa otroci, ko gredo v šolo, ne samo, da šola ni šala, da je v življenju še kako potrebna, ampak da je lahko rečeva pravzaprav tudi ena taka lahko zabavna dogodivščina pravzaprav. Ja, seveda šola ni ravno zabava, mora pa biti prijetna, to se pravi, da mora učitelj vnašati v poučevanje tudi zanimive in zabavne zadeve. Tako da
tam, kjer se to počne, učenci potem lažje gredo skozi začetek šolanja. Pomembno pa je to, da znajo spraševati, to je res. Kaj ti pravijo strokovnjaki, da učenci v vrtcu veliko sprašujejo. Tudi še v prvem razredu, potem pa skozi manj. Zakaj? Torej, tudi način vodenja pouka mora biti tak, da so učenci aktivni. Torej, da učitelj postavlja vprašanje tako, da odprta vprašanja, da jih zmotivira, da znajo odgovoriti. Tudi način dela se je temu spremenil, da učenci sami pridejo do tega, zakaj se je smiselno določeno snov učiti. Torej, veliko smo v teh letih postorili na obeh šolah, da je temu tako in učitelji uvajajo tukaj res kup novosti, spreminjajo različne metode dela, kajti za tisto metodo, če bi, kot sem jaz začel takrat delati, sedaj ne bi bili več uspešni. Tukaj je prisotna še digitalna komponenta, torej vemo sami tehnologija, in če otroci so pač drugačni, imajo manj pozornosti. Če tega ne zna učitelj izkoristiti, potem ima lahko težave pri poučevanju, hkrati pa otrok tudi sam težave v razredu, ker ne more zdržati toliko časa pri pouku. Zato je pomembno, da v prvem razredu seveda ni zvonca, da učitelj prilagaja ure tudi koncentracije otrok, drugačna je razporeditev in to učitelji res dobro obvladajo. V kasnejših letih pa seveda velja povabilo, da so učenci aktivni, da sodelujejo pri različnih projektih in priložnostih, ki jih šole ponujate. Zdrava šola, športna šola, kulturna šola, možnosti mednarodnih izmenjav, nabor stvari, zanimanj je lahko res zelo, zelo širok. Ja, veliko ponujajo šole, veliko dejavnosti. Z novim razširjenim programom je temu še bolj izrazito, ki ga uvajamo letos. Osnovna šola Ivana Groharja uvaja kot ena izmed 144 šol in edina v občini Škofja Loka, kar pomeni, da ponujajo ogromno dodatnih ur gibanja, ampak te smo že prej, ker smo bili prej recimo tretjinsko v tem projektu, vendar pa moraš pravočasno stopiti na vlak, tako kot je bilo to ob 9-letki, tako kot je sedaj tudi v razširjenem programu, in vse to prinaša koristi za otroke. Naša recimo telovadnica je zasedena cel dan, ampak do 4 popoldne samo šolskim programom, kajti veliko je dodatnega gibanja, ki ga imajo otroci, torej mi poskrbimo, da ima otrok možnost, da ima 5 ur dodatnega gibanja, ravno zaradi tega, da lahko potem zdrži tudi pri pouku. In to se mi zdi ena izmed zadev, ki je zelo pomembna. Prav tako pa ta razširjeni program nudi možnost tudi na drugih področjih, torej tako na učenja, kjer učence spodbujamo, da se vključijo v različne priprave za tekmovanja, raziskovalne naloge in praviloma so iz občine Škofja Loka učenci zelo uspešni, kajti opažam to, ko je podelitev na ravni občine najuspešnejšim učencem, ko jim župan podeli priznanja, da je res temu tako in da učitelji poskušajo čim več tudi od učencev, ki so zelo sposobni, dobiti ven in jih usmeriti na to, da se pokažejo svoje potencijale. Hkrati pa je treba tudi uspešno balansirati med tem, kaj otroci še zmorejo in koliko časa pa je vendarle prav, da ostanejo točno to, kar so otroci, da uživajo v sproščeni igri in raziskovanju tudi brez obveznosti. Res je, zelo pomembno je to že v začetku, torej da imajo otroci čas že pri samem delu v šoli za prosto igro in pa ravno tako doma. Tukaj bi mogoče izpostavil to, da ni potrebno, da starši vozijo otroka iz ene dejavnosti na drugo dejavnosti, ob tem pa nima v popoldanskem času, ko zapustijo šolo, kajti dovolj jih je že v šoli, če jih se otrok želi vključiti. Predvsem pa to, da imajo otroci včasih tudi enostavno mir za igro. Se pravi, da se znajo sami igrati in da imajo prosti čas, ki ga otroci vedno še potrebujejo. Pri starejših je že drugače, tam jim prosti čas zapolnjujejo telefončki in kakšne druge negativne stvari. Pri mlajših je pa to nujno potrebno in ni potrebno, da je otrok
cel dan zaposlen z šolskimi obveznostmi. Tako tudi midva ne bova celo jutro zaposlena s pogovorom, zdaj le si privoščiva nekaj glasbe, v nadaljevanju pa seveda pokukava tudi o svet, ki ga kot čisto frišen upokojenec začenja naš tokratni gost, ravnatelj Marko Primožič. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ja, na stežaj danes kukamo za šolska vrata in v življenje našega tokratnega gosta Marka Primožiča, ki je poleg pedagoga in nekdanjega ravnatelja zdaj tudi čisto svež upokojenec. Zdaj, za upokojence se veste, nekaj pravijo, nikoli nimajo nobenega časa. Kako pa boste zdaj med upokojence zajadrali vi novim izzivom naproti? No, sam se ne bom prepustil nedelu, ampak bom kljub temu ohranil še nekaj stvari, ki jih imam izjemno rad. Če gledam, najprej bom seveda poskušal več časa nameniti ženi, otrokama in svojim vnukom. To se mi zdi zelo pomembno, kajti do sedaj je bilo res premalo časa za to, tega se jaz sam zavedam in upam, da bom v pokojenskem času lahko to izkoristil, drugače obrnil. Potem pa bom delal še z mladimi, učenci 2. in 3. razreda na osnovni šoli Ivana Groharja, tako kot do sedaj bom z njimi imel krožek mini rokometa 2-krat tedensko, tako da bom tudi po tej svoji osnovni izobrazbi še vedno aktiven. Ravno tako bom poskušal pomagati, sem se dogovoril z rokometnim klubom Škofji Loki Urbanscape, da bom tudi njim še malo pomagal pri določenih zadevah. Hkrati bom pa ohranil tudi nekatere strokovne stvari in sicer bom še vedno član Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja. Prav tako pa bom še sodeloval s šolo za ravnatelje v 2 projektih in sicer mentorstvo novo imenovanim ravnateljem, kar pomeni, da bom mentor nekaterim ravnateljem, ki so letos prvič srečajo z tem delom in hkrati tudi svetovalec ravnateljem, kar pomeni, da bomo tudi v skupini ravnateljev, ki bomo svetovali že drugim ravnateljem na različno tematiko, ki bo izpostavljena tekom šole za ravnatelje. Drugače pa upam, da bo več časa tudi za športne aktivnosti, kajti sam, kot ste že večkrat omenila, sem res zagret športnik in da več časa bom namenil tudi temu. Kje vas bomo lahko srečali? Na kolesu, pri teku, v hribih, na morju? Ja, kar pri vseh teh, kot ste sedaj naštela, najbolj sedaj uživam na kolesu, tako da se sama ženo ali pa tudi s prijatelji odpravimo na različne kolesarske izlete. Morje je ena izmed stvari, ki jih imam izjemno rad, po novem tudi supam, tako da je še to ena izmed aktivnosti, ki mi dopolnjuje morske aktivnosti. Drugače tek malo manj, je pa hoja v hribe, to pa je pa tenis. V glavnem dejavnosti je veliko, moram pa seveda paziti na to, da se ukvarjam s tistimi aktivnosti, ki jih moje zdravstveno stanje ali pa stanje v teh letih seveda dopušča. No, če ste že omenili hribe, sami izhajate iz tega škofjeloškega konca, dobro poznate Poljansko dolino, pa tudi tale škofjeloški konec. Kakšen dober nasvet za izlet, recimo, ki ga velja izkoristiti? Ali na kolesu, ali na lastnih nogah, ali pa če ne gre drugače, ne nazadnje tudi z avtomobilom? Sam s prijatelji odhajamo vsak petek k Brčem, ko mi pravimo, torej na Planico. To je ena taka krajša destinacija. Drugače pa seveda Blegoš, Ratitovec, Porezen so tukaj okrog hribi, ki so zelo aktualni, dosegljivi brez problema. Kar se tiče pa kolesarskih izgledov, je pa tukaj nešteto možnosti. Sam, recimo, ne vem, tukaj gor na Selo, se spustiš do Polkovega Gradca, se pelješ potem proti Katarini, dvigneš na Katarino in spustiš potem skozi dolino Ločnice nazaj, ali pa samo na Stari Vrh že s kolesom, je kar lepa tura. Ogromno je tukaj možnosti, tako da jih sam kar izkoristim. Je pa dobro včasih tudi dati kolesa na prtljažnik avtomobila in se zapeljati še v kakšen drug del Slovenije, kajti tudi tam so krasne poti, tako da to bom tudi počel sedaj, ko bo več časa tudi za to.
Ja, rekli ste, da ostajate aktivni tudi v šoli za ravnatelje, glede na spremembe, ki se obetajo. Verjetno ravnatelje čaka kar lepo število izzivov, ne? Pa ne samo ravnatelje, ne? Tudi šolnike na splošno. Ja, vaja se razširjeni program in tam, kjer niso že postorili kakšnih korakov prej, tako kot smo jih na osnovni šoli Ivana Groharja, bodo imeli malo več izzivov, da bodo v naslednjih letih, ko se bo postopno vajalo, tudi to v vse slovenske šole, vsako leto po 80, bodo imeli kar nekaj izzivov. Tako da seveda bo tudi to ena izmed verjetno nalog, ki jih bomo lahko ravnatelji, svetovalci poskušali reševati z ravnatelji, tako da poleg tega pa seveda bo imeli tudi še druge možnosti, kajti tudi Zavod za šolstvo je tista institucija, ki tukaj največ strokovno pomaga. Tako da ja, veliko bo verjetno izzivov še, ampak ko si na začetku ravnateljevanja, takrat rabiš približno 2 leti, da osvojiš vse, kar je potrebno za to, tako da v tem obdobju je dobro, če ima novo imenovani ravnatelj koga ob sebi, koga lahko pokliče takrat, ko pride do izziva, ko ne ve, kako bi kakšno zadevo rešil, in seveda mu potem takrat lahko mi mentori pomagamo, kako vendar ne samo svetujemo, ampak da sam skozi različna orodja pride do tega, kako rešiti problem. Tako, in se v srca svojih učencev zapiše kot legendarni ravnatelj, ki ga z veseljem potem pozdravijo učenci, tudi v mestu z njim poklepetajo in rečejo, koliko je bilo pa fajn, ko smo hodili v šolske klopi. Kaj vam pomenijo takšni odzivi učencev? Ja, točno to, kar ste rekla. Veliko je res učencev, ki me pozdravljajo, ali pa tudi staršev, tako da včasih že se sprašujem, odkod vse poznam, kajti poleg tega, da sem se ukvarjal šolstvom, sem bil tudi 3 leta voznik, inštruktor, tudi vodja avtošole v Škofji Loki in tudi tam je šlo kar nekaj Škofjeločanov skozi moje roke, če lahko tako rečem, in opravilo uspešno vozniški izpit. Tako da sem vedno zelo zadovoljen, ko se srečam, ko se z bivšimi učenci in z njimi poklepetam, kajti res je, takrat ti dajo vedeti, kaj je bilo dobro, kaj ne, in ti dajo tudi neko novo usmeritev, pa potrditev, da si se vsem vtisnil v njihovo spomin, njihovo srce, tako da meni je pa to seveda tudi največja povratna ali pa najboljša povratna informacija, da sem delal prav. In da ste pustili močan pečat pri vseh tistih, s katerimi ste se srečevali na svojih šolskih poteh. Zdaj letos ni bilo potrebno pripraviti nagovora za prvošolčke in ostale šolarje vse tja do 9. razreda, pa da ne bo prehud šok, ne, in preskok iz ravnateljeve pisarne v pokoj. Morda za konec še ena taka misel za vse naše poslušalke in poslušalce, za vse učence, za vse dijake, ki so danes spet prišli nazaj v šolske klopi. Zakaj je šola pomembna, zakaj je dobro biti radoveden, zakaj je prav, da sami sebi pravzaprav naredijo uslugo in z veseljem hodijo v šolo. Ja, učenci in starši seveda naj zaupajo učiteljem, kajti oni res obvladajo veščine podajanja znanja in zato želijo vedno učencem vse najboljše. Vemo, da včasih motivacija pada zato, ker je potrebno nekaj več narediti, če hočeš biti bolj uspešen, ampak zato je nujno potrebno, da najdejo ustrezen dogovor z učiteljem, če se pojavijo težave, predvsem pa, da sami prevzamejo odgovornost in da sami potem poiščejo tiste najboljše poti, da dosežejo svoj cilj. Naj si sedaj ob začetku šolskega leta postavijo, saj starejši, kaj želijo ob koncu šolskega leta in se tega tekom šolskega leta držijo. Starši pa naj jim pri tem pomagajo, predvsem s tem, da jih opogumljajo, da jim stojijo ob strani, ko jim kakšna stvar ne gre tako, kot bi si želeli, ne pa da delajo namesto njih. In naj pridejo v šolo, če zaznajo kakršnikoli težave, kajti učitelji bodo tako lažje delali z njimi, če bodo vedeli, kaj vse jih teži.
Hvala lepa za tole misel, hvala lepa tudi za današnji obisk v studiu. Marko Primožič, uspešno pri novih izzivih na vseh novih poteh in verjamem, da še kdaj nas videnje tudi tu v našem studiu. Hvala lepa vsem učencem, pa seveda želim učiteljem, pa želim srečno in uspešno novo šolsko leto in pa hvala za povabilo na Radio Sora. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora.